Japonska je edinstvena in čudovita združitev narave in ljudi, futurizma in tradicije ter zabave in spokojnosti. S to svojo pestrostjo je raj za vsakega fotografa in popotnike nasploh. Mednarodno nagrajeni popotni fotograf Nejc Draganjec je v ponedeljek v prostorih knjižnice Josipa Vošnika Slovenska Bistrica razkril, zakaj je ravno Japonska še vedno ena izmed njegovih najljubših popotno-fotografskih destinacij. Po njegovih besedah je lahko Japonska v različnih obdobjih zelo drugačna. Recimo to lokacijo, ki bomo tle videli, to lokacijo obiskujejo predvsem turisti. Ni zato, ker je pač nekako na zahodu ratala znana, medtem ko lokalci niti ne toliko, se bolj izogibajo. In na Japonskem sta dve obdobji v letu, ko praktično ni turistov, vsi se izogibajo k hudički že. In to je spomladi obdobje tako imenovanega zlatega tedna, pa potem jeseni še eno podobno obdobje, ko imajo Japonci kolektivni dopust. Vsi grejo takrat na dopust. Običajno spomlad, vsako leto se malo menja, ampak običajno nekje 27. 28. april, pa nekje do 5. maj, tle vmes se to zgodi par dni. In v tem obdobju se običajno turisti zelo izogibajo Japonske. Tako da, če greš takrat na Japonsko in obiskuješ lokacije, ki so recimo malo bolj turistično znane, jih imaš zase, ni nikjer nobenega. Drug trik je, da greš na Japonskem karkoli početi zelo zgodaj. Ne pozno popoldne, ker spat ne grejo, ampak zgodaj pa ni nikjer nobenega. Recimo, tale fotografija v Tokiju iz kje si? V bližini Akihabare je Asakusa, neko znano regija, par uličic, kjer so zelo pomembni templji budistični. Ta uličica se lahko v 5 minutah spremeni kar dan pa noč. Recimo tle na tej lokaciji so bila ob tej uri tik pred vzhodom čisto sama, nikjer nobenega, še meniha nobenega. 20 minut kasneje nisi več videl sploh ceste, postavijo se štanti, odpre se vse, res neverjetno, kako hitro živi.